lepo pozdravljeni. Kot je moja predhodnica, dr. Sonja Pečjak rekla, prihajam iz institucije, iz kadrovske institucije, zato mi je še posebej ljuba tema, ki vam jo bom danes predstavila. Se pravi, vsi, ki izvajamo učni proces, razvijamo sporazumevalno zmožnost, ker v ta okvir sodi tudi moje vsakdanje delo. Pa bi vas za začetek, zdaj ste imeli približno 45 minut pauze, povabila, da prisluhnete eni pravljici. Boste? Lepo se namestite udobno in prisluhnite. Ja, izvolite. Torej gre za Silvano Paleti, verjetno tisti, ki se ukvarjate mogoče slovensko književnostjo, ste prepoznali avtorico, gre za rezijansko pravljico, ampak zakaj sem vam jo dala poslušati? Težko razumemo. Rezijanščina je slovenščina, tako ja, in lahko tudi slovenščine ne razumemo. Oziroma, tako so potopljeni v situacijo otroci, dijaki, učenci, priseljenci, ko dejansko sledijo nečemu, ne, pa čisto točno ne vejo, čemu sledijo, ne, ker je pač njihova sporazumevalna zmožnost pač na nekem določenem nivoju v tistem trenutku. Zato velikokrat slišimo, torej zakaj sem si izbrala takšen naslov. Večkrat sem kot profesorica na srednji šoli slišala tako pripombo, kot je zapisana tukaj, pa moram povedati, da jo slišim še danes kot visokošolska predavateljica, tako da to je nekakšen stereotip, ne? Tisti tvoj učenec, že 3 leta je v Sloveniji, pa še vedno ne zna slovensko. Ne? Kaj naj delam z njim pri, ne vem, zgodovini, matematiki, biologiji, zemljepisu? Vi slovenisti ga niste ničesar naučili. Ne? Vedno se prenaša ta odgovornost, ne, se pravi na učitelja jezikov. In želela bi, da moje današnje predavanje tudi v tem smislu, na to moje današnje predavanje v tem smislu pogledali, da je odgovornost vseh pedagoških delavcev na vseh stopnjah izobraževanja spodbujanje sporazumevalne zmožnosti. Torej, pedagoški delavci niso samo posredniki znanja, temveč so tudi vzorniki, ki jih nujno potrebujemo pri učenju jezika. Torej, vsi smo na nek način odgovorni za to, če se bodo naši otroci, učenci ali dijaki naučili slovenščine.
Če gremo malce naprej, pri učenju jezika se dogajajo nekako 3 procesi. Eno je prvi tak proces, s katerim se učeči se jezika sreča, takoj na začetku je seznanjanje z jezikom. Vsi, ki smo se kakršnega koli tujega jezika učili, vemo, da gremo skozi to fazo. To je pač zavedanje, da poleg maternega jezika v okolju obstaja še nek drugi jezik in takrat potrebujemo nekako čas, da se z jezikom seznanimo, da usvojimo njegovo melodijo, da razumemo preproste besede, sporočila v tem jeziku. Potem pa pri učenju jezika potekata še 2 procesa, ki pa vedno potekata vzporedno. Eno je učenje jezika, eno je pa usvajanje jezika. Učenje jezika je načrtovan proces s točno zastavljenimi cilji in vsebinami v nekem skonstruiranem okolju in komunikacija poteka v posebej za to izbranih govornih položajih. Tukaj recimo bi lahko iskali pristojnost učiteljev, vzgojiteljev, profesorjev, ki se z jezikom ukvarjajo. Drugi proces je pa proces usvajanja jezika. To je pa nenačrten proces, ki se dogaja v okolju, kjer je to govor okolja in v tem jeziku poteka celotna komunikacija, zato smo pa odgovorni vsi. Ne samo učitelji, vzgojitelji in pa profesori jezika. V središču je seveda predšolski otrok, učenec, dijak in v tej sestavljanki družina, družba, šolske dejavnosti, izobraževalne institucije, pa še kaj bi lahko dodali, se oblikuje odnos do kulture in jezika v nekem kontinuiranem procesu. Seveda na ta razvoj jezika vplivajo tudi jezikovni pojavi, ki so, če se učimo drugega oziroma tujega jezika, tudi posledica jezikovnega stika. Tukaj sem jih nekaj nanizala, verjetno najbolj poznate interferenco oziroma transfer in pa mogoče diglosijo. Je pa še kakšen tak pomemben jezikovni pojav, ki mu moramo dati posebno pozornost, ampak mogoče o tem kdaj drugič. Začela bom pa s tistim, s čimer navadno končam. To so ponavadi moje sklepne misli. Ampak zakaj? Zato, da jih tokrat bolj ozavestimo, da z njimi začnemo. Uspeh usvajanja, učenja oziroma seznanjanja jezika je odvisen od trajanja procesa oziroma stika z jezikom. Zdaj, to samo po sebi ni nič novega, ne? Ampak dejansko se tega premalo zavedamo, ko imamo pred seboj konkreten primer konkretnega otroka, učenca ali dijaka. Otrok, učenec oziroma dijak odkriva ta jezik tako po pedagoško vodeni poti, kot tudi samostojno. Ampak pomembno je, da to ni naključno. Naključno je šibka vrednost procesa učenja, torej mi moramo otroku ustvariti pogoje, da se bo jezika lahko učil. Razvijanje sporazumevalne zmožnosti je prvotnega pomena. Strukturiranje jezikovnega sistema pa drugotnega pomena. No in o tem je bilo danes že kar nekaj rečenega in to je tisto, kar je dejansko potrebno tukaj poudariti. Res se s pravili jezika ukvarjamo jezikoslovci, ampak mi razvijamo sporazumevalno zmožnost otrok. Potem jo bom tudi opredelila in pokazala, kaj to je in dejansko vsi vplivamo na ta del učenja jezika. Vrednotenje učinkov učenja, usvajanja, seznanjanja je prepogosto usmerjeno v ugotavljanje primanjkljajev. Potrebno bi bilo, da se dejansko posvetimo, da učenje usmerimo v napredovanje posameznika in mu pri tem tudi sledimo. Med receptivnim jezikovnim znanjem in produktivnim jezikovnim znanjem je lahko velika razlika v količini in kakovosti. In tega se moramo na nek način zavedati. Otroci, učenci, dijaki, ki jih imamo pred seboj, lahko imajo veliko večje znanje o jeziku,
kot ga pa potem lahko sproducirajo. Ne? In potrebujejo za to čas. Učenje, usvajanje, seznanjanje z jezikom je namenjeno v prvi vrsti učencu, otroku, dijaku. Zato je potrebno upoštevati tudi posebnosti njegovega življenjskega obdobja. O tem je bilo tudi že nekaj rečenega danes. Ne? Se pravi, kdaj, v katerem trenutku se posameznik tega jezika uči. Poudariti je potrebno močna področja, iščimo močna področja pri učenju na vseh stopnjah. Ne zaradi tega, ker imamo opravka z dijakom, ki hodi v srednjo šolo, pa ker smo mi prepričani, da pač mora poznati slovnico, ne? Iščimo močna področja. Potem je pomembno, da vključimo v učenje jezika tudi vse vrste spominov, ker imamo različna močna področja in tudi različne tipe otrok, učencev in dijakov. In pa naj se to naše delo na področju učenja jezika kaže v pozitivnem vrednotenju najprej lastne, potem pa še druge oziroma tuje kulture in jezika. Pri skrbi za ohranjanje večjezičnosti v procesu vzgoje in izobraževanja v Sloveniji se srečujemo z različnimi izhodišči, ki so se zaradi zgodovinskih trenutkov in priložnosti od osamosvojitve Slovenije v 90-ih letih pa do danes spreminjala. In tako se je oblikoval tudi nov pedagoški in didaktični diskurs na področju pridobivanja sporazumevalne zmožnosti. Že vstop Slovenije v Evropsko unijo, najprej osamosvojitev, potem pa še vstop Slovenije v Evropsko unijo je ustvaril nekako drugačen odnos do slovenščine. Izobraževanje otrok mora biti torej v takem medkulturnem in večjezičnem okolju, v katerem Slovenija tudi je, zasnovano na poznavanju realnosti tako jezikovnega, kakor tudi kulturnega okvira, in ga je potrebno potem tudi spremljati in prilagajati novejšim družbenim in zgodovinskim dogajanjem. Recimo, ko sem se začela z dvojezičnostjo ukvarjati še v zgodnjih študentskih letih, se je govorilo nekje o tujih jezikih, o prestižnosti, recimo na Obali, kjer je bila italijanščina kot drugi jezik, se je govorilo o prestižnosti jezika, o prestižnosti italijanščine. Danes bi verjetno, vidim, da so tukaj med nami tudi italijanisti, verjetno imeli marsikaj povedati na to temo. Torej, dejansko se vloga jezika v družbi spreminja in potrebno ji je slediti. Govorimo tudi o drugačnih pojmih, kot se je včasih govorilo. Ko sem se začela s to tematiko ukvarjati, se je govorilo večinoma o dvojezičnosti, pa o jeziku okolja, pa o majhnosti slovenskega jezika, pa to so bile take teme, ki so bile nekje v 90-ih letih aktualne. Zdaj govorimo o večjezičnosti, o raznojezičnosti in o tem, da pač sporazumevalno zmožnost gradimo na temelju celotnega znanja in izkušenj z različnimi jeziki, ker se je tudi sama didaktika slovenskega jezika spremenila. Govorimo o v bistvu komunikacijskem pristopu učenju jezika, o čemer recimo se takrat ni govorilo. Se pravi, tudi tukaj je potrebno pogledati na jezik z tega vidika. Jeziki in njihove različice omogočajo izražanje in prepoznavanje številnih skupinskih identitet, ki jih imajo ljudje. Mislim, da se bomo strinjali s tem, kar pravi Michael Byram že leta 2006, torej že kar nekaj let nazaj. Tudi vloga slovenščine se je v tem času spremenila. Od osamosvojitve naprej. Slovenščina je državni jezik, je uradni jezik, je materni jezik, je drugi jezik. Jaz sem tukaj še ohranila ta izraz, ki je nekako šel iz rabe, jezik okolja. Prihajam namreč z področja Obale, kjer jim je ta pojem mogoče bolj blizu kot drugi jezik. Ker je to res jezik, nekako loči med tem, kaj je drugi jezik in kaj je jezik okolja.
jezik okolja je tisti, ki me obkroža in slovenščina je lahko drugi, lahko je pa tudi jezik okolja. Nista to čisto enakovredna pojma. Tuj jezik, učni predmet in pa učni jezik. Od otrok, učencev oziroma dijakov se v vrtcu oziroma šoli zahteva prevzemanje različnih vlog in sporazumevanja znotraj različnih kontekstov. Ne? Uradne, neuradne, umetnostne, znanstvene, ne? Torej različni konteksti in vse to zahteva tudi različne vrste izražanja. Zahteva tudi spreminjanje perspektive, zahteva neko kulturno znanje, kar vse presega funkcionalno pismenost in zahteva kritično pismenost posameznika. Učiti je potrebno tako jezikovni sistem, kot rabo jezika. Ne? In če se zdaj povrnem na moje izhodiščno vprašanje, res verjetno jezikovni sistem poučuje strokovnjak za jezik, ampak rabo jezika pa poučujemo vsi kot jezikovni zgled. Se pravi, izhajamo iz rabe za rabo in s tem se nadgrajuje otrokov, učencev, dijakov jezikovni razvoj, tako v maternem jeziku je to potrebno početi, kot tudi v jeziku, ki se ga na novo učimo. Temeljna naloga učenja jezika torej ne sme biti, kar tudi v sodobni didaktiki jezikov ni več, učenje jezikovnih pravil, ampak razvijanje sporazumevalne zmožnosti o zanimivih uporabnih temah v drugem jeziku. Jaz ne rada rečem zanimivih, ker potem se zgleda tako igrivo, ampak predvsem uporabnih temah. Ne? In prej je bilo omenjeno, kako dijaki strokovne šole potrebujejo jezik pri delu. In tukaj je ta možnost. Ne? Mogoče bo tukaj zdaj nakazano, kje najdemo še te vrzeli, kjer bi lahko nadgradili to, kar imamo. Seveda je pač na začetku naš cilj takšen, da se pač učeči se jezika v nekih situacijah, tipičnih ali manj tipičnih, pač jezikovno sporazume in preživi, bomo rekli v narekovajih, ne? Potem kasneje pa seveda gre tudi za višje funkcije jezika. Že Noam Chomsky govori o univerzalni slovnici, se pravi o vrsti načel, ki je skupna z vsem jezikom, ne? In dejansko se vsak otrok rodi z znanjem univerzalne slovnice in o slovnici posebnih jezikov. Tega se je pa potrebno naučiti. In pač ta slovnica posebnih jezikov opisuje neko statično vedenje, ki je shranjeno v posebnih mentalnih sposobnostih, ki jih imenujemo jezikovne sposobnosti. To misel Chomskega potem nadaljuje, razvije dalje tudi Jim Cummins, ki govori pa o tako imenovanih basic interpersonal communicative skills, se pravi temeljni jezikovni komunikacijski zmožnosti in pa o tem kognitivnem, akademskem, abstraktnem jeziku. In tukaj smo zdaj na tistem področju, o katerem je bilo prej govora. Kdaj oziroma kakšne so potrebe posameznika po učenju jezika. Se pravi, nekako, kako bi rekla, nekako samo po sebi umevno je, ne vedno začenjamo pri učenju jezika, na tečajih jezika, z več ali manj z istimi temami. Družina, potem imamo, kaj imamo še? Pomagajte mi. Prijatelji. Tako, družina, pa imamo šolske potrebščine, pa imamo prehrana, pa imamo zdravo telo in tako dalje. To sicer spada v lahko temeljno jezikovno komunikacijsko zmožnost, vendar verjetno za jezik vsakdana, se pravi za dnevno rutino, potrebujemo verjetno še kaj drugega. Ne? In vedno znova, recimo, če pogledate, kako
to poteka, vedno znova se ista oseba znajde v istem kolesju istih tem. Začetni tečaj, nadaljevalni tečaj in tako dalje. Ne? Potrebuje pa verjetno kaj drugega še zraven. Ne? Ker pride čas, ko bo potreboval akademski abstraktni jezik, zato ker bomo od njega zahtevali branje z razumevanjem, izražanje na nekem določenem jezikovnem področju. In zdaj, če pogledamo trajanje tega učenja, recimo, da se temeljnih jezikovnih komunikacijskih zmožnosti po Cummingsu naučimo nekje v 3 letih. Traja od 1 do 3 leta. Večji problem je potem pri tem abstraktnem, akademskem jeziku, ki lahko traja tudi od 5 do 7, kjer učenje lahko traja tudi od 5 do 7 let. Zdaj pa to seštejte, imam 10 let. Ne? Od 8 do, oziroma od 6 do 10 let. Torej, gre za proces, ne? Ki se lahko zakomplicira če recimo v prvem jeziku ni razvita jezikovna pismenost. Takrat se nam zadeva še podaljša. Temeljni cilj učenja jezika torej ni učenje pravil. O tem so se danes že pogovarjali. Ne? Ampak je razvijanje sporazumevalne zmožnosti. Se pravi, kritičnega sprejemanja govorjenih in zapisanih besedil raznih vrst in pa tvorjenja ustreznih, razumljivih, pravilnih in učinkovitih govorjenih in zapisanih besed raznih vrst. In dejansko dosegamo to sporazumevalno zmožnost s 4 sporazumevalnimi dejavnostmi, z govorjenjem, pisanjem, poslušanjem in branjem. Če je nekdo vzgojitelj, učitelj, profesor, ne, mora imeti tudi to sporazumevalno zmožnost usvojeno. Torej, nam tukaj samo po sebi kaže, da smo spet za razvijanje jezika pri otrocih odgovorni vsi, ne samo slovenist. Sporazumevalna zmožnost je sestavljena iz različnih gradnikov, iz motiviranosti, iz stvarnega znanja, ampak poglejte, povsod je sprejemanje, sporočanje, prejemnik, sporočevalec. Torej, tudi od učečega se ni vse odvisno. Torej, to je proces, ki zajema tako učečega se, kot tistega, ki uči. Ne? In potem bi se tukaj pač metajezikovna zmožnost je pa samo ena izmed, to je ta, o kateri govorimo, ne? Se pravi učenje jezika, učenje pravil. Vse ostalo, ne, v bistvu spada je v pristojnosti vsakega izmed nas. Torej, lahko zaključim, ne? Nisem še na zaključku, sem približno na sredini, ampak lahko potrdim to, o čemer kar sem načela na začetku. Ne? Vsi, ki razvijamo učni proces, torej razvijamo sporazumevalno zmožnost. Se pravi, da je odgovornost otrok, učencev in dijakov, da razvijajo sporazumevalno zmožnost na vseh kurikularnih področjih pri vseh učnih predmetih, ravno tako pa obvezuje to vzgojitelje, učitelje, profesorje v vseh kurikularnih področjih in učnih predmetov. Se pravi, da je pomembno, in tukaj spet ponavljam, ker prihajam iz institucije, kjer gojimo kadre, pomembno, da imajo vzgojitelji, učitelji in profesorji sami dobro razvito sporazumevalno zmožnost v slovenščini in da obvladajo strategije vseh 4 sporazumevalnih dejavnosti, se pravi poslušanje, govorjenje, branja in pisanja na visokem nivoju. Sprašujemo se, če je učni jezik samoumevna danost ali lahko govorimo o posebni jezikovni zmožnosti. Vzgojitelj, učitelj in profesor je pri vseh dejavnostih, kot sem že večkrat poudarila, jezikovni zgled in tako neposredno vpliva na razvoj njegove sporazumevalne zmožnosti. Ampak,
Ali se pedagoški delavci tega dovolj zavedajo? Kako spodbujajo dialoško interakcijo v skupinah, kako prepoznavajo napredek pri razvijanju jezikovne zmožnosti posameznega otroka, kako ga spodbujajo in kako oblikujejo osnove za jezikovno ozaveščenost, ki se bo razvila šele pozneje do take mere, da bo celo vplivala, kot smo danes večkrat slišali že, na identiteto posameznika v družbi znanja. Cilji učnega jezika se namreč udejanjajo v pedagoškem govoru in sicer v obeh njegovih sestavinah, v spoznavnem in odnosnem govoru. Se pravi, spoznavnim govorom vzgojitelj, učitelj oziroma profesor posreduje spoznanja določenega področja. Usmerja, vodi spoznavni proces, predstavlja znanje svoje stroke in tukaj je učitelj, vzgojitelj in profesor močan. Jaz kot jezikoslovec tega orodja nimam. Tukaj je področje učitelja posamezne stroke, ki razvija jezik posamezne stroke. Se pravi, ta govor se razlikuje od govora vsakdanjega praktičnega sporazumevanja in spada v tisti okvir po Cummingsu, tistega specifičnega, abstraktnega, akademskega jezika. Ne? Pedagoški govor se pa tudi nekje izraža v odnosnem govoru, tukaj gre pa za sporazumevanje med vzgojiteljem, učiteljem, profesorjem in pa seveda otroki, učenci in dijaki. Tukaj pa govorim o tistem po Cummingsu prvi kategoriji. Ne? Torej, tukaj mogoče, recimo, ko sem poslušala okroglo mizo, ko je bilo rečeno, ne, otroci oziroma dijaki srednjih šol, ne, tukaj je nujno potrebno graditi tudi na jeziku stroke. Ne? Če recimo povem svoj primer, jaz sem dolgo leta poučevala pač slovenščino kot drugi tuji jezik, tujce, in naprimer poučevala sem tudi tiste, ki so pač morali opraviti izpit za pridobitev državljanstva. Ne? In je prišel zdravnik. Ne? Zdaj, kaj je meni osnova? Bom začela, ime mi je in tako dalje, ali bo tukaj kaj drugega? Po vsej verjetnosti, če bo opravljal delo v Sloveniji, bo potreboval jezik stroke. Ne? Na kar pa dejansko ni nihče pomislil, ker jaz pa strokovnjak z področja medicine, pa spet nisem. Torej bi potrebovala še strokovnjaka, ki bi skupaj z mano nekako lahko opravil ta proces učenja jezika. No, in tukaj mogoče se odpira tudi ta problem, o katerem je bilo prej govore, ne, na srednjih šolah oziroma na višjih stopnjah osnovnih šol, kje tukaj zdaj potrebujemo, kaj tukaj zdaj potrebujemo. No in potem se mi zdi, da je še eno področje, ki ga je potrebno omeniti pri učenju, tam med dejavniki je bilo našteto in nanj večkrat pozabimo, to je tudi neverbalna komunikacija oziroma nebesedno sporazumevanje. Tudi skozi to učimo jezika. Raziskave kažejo, da se ljudje pač v 55% celotnega sporazumevanja izražajo nebesedno. Lahko se izražamo celo popolnoma nebesedno. Celo metaforično, nebesedno. Ali zdaj vsi enako razumemo te primere? Zadnja dva sta precej metaforična. Lahko sta tudi konkretna, kakor želimo. Pri nebesednem izražanju se poslužujemo dveh skupin znakov. In sicer
tistih, ki se nanašajo na govor. To so pač tako imenovani paralingvistični, in to so glasnost, ton glasu, intonacija, premor med govorom, molk, tekočnost govora. Na drugi strani so pa tisti, ki se ne nanašajo na govor. Sem pa sodijo, to jih imenujemo izvenjezikovni ali nejezikovni, in sem sodijo izrazi na obrazu, premikanje oči in očesni stik, oddaljenost od sogovorca, dotik, gibanje in položaj telesa, geste, prostorski razpored in pa zunanji izgled. In na to marsikdaj pozabimo, ko učimo jezik. Tudi to je stvar vseh nas. Neverbalna komunikacija tudi spada v ta kontekst. No, poglejte, to so vse ti izrazi, ki sodijo v ta drugi del, ne? Kaj vse recimo lahko izrazimo preko. No, mogoče še kot zanimivost pokažem to, da je do danes zabeleženih približno 1 milijon nebesednih znakov, da je približno 250 tisoč izrazov obraza in da je od teh 10 tisoč mikroizrazov obraza, ki trajajo samo 1,25 ali pa 1,15 sekunde. To imate prikazano tamle na desni strani. Že Darwin pa govori o tem, da so izrazi, ki prikazujejo čustva, univerzalni. Ker pri nebesedni komunikaciji velikokrat govorimo o nebesedni komunikaciji, ki je, bomo rekli, kulturno pogojena. So pa določeni izrazi, ki so vsem dejansko enaki. Recimo jeza, sreča, presenečenje, strah, gnus, žalost, jih približno v vseh narodih na enak način izrazimo. No in sem spadajo mogoče še to, da je že leta 1607 Francis Bacon govoril o tem, kako lahko človekova drža kaže na človekovo razpoloženje oziroma naklonjenost ali nenaklonjenost za določeno vsebino oziroma argument. Že zelo dolgo se ukvarjamo z nebesednim sporazumevanjem, ampak dejansko pogosto na njega pozabimo. In pa tudi da je pač sam pojem, nebesedno izražanje, že iz leta 1956. Sem sodi mimika, torej obrazni izrazi. Od vseh nebesednih sporočil so obrazni izrazi tisti, ki jih najprej zaznamo, ki jih najmanj lahko prikrijemo, in tudi so najmanj medkulturno pogojeni. Najmanj, ne? To so najbolj univerzalni so. Potem imamo gestiko in pa seveda proksemiko. Ne? To so te tri kategorije teh neverbalnih izrazov. Mogoče pri gestiki in proksemiki tukaj pa najdemo kar nekaj takih izrazov, ki so kulturno pogojeni, in je dobro, da poleg pač verbalnega jezika tudi to neverbalno komunikacijo poznamo. Ne? To je tudi ena taka zadeva, ki jo je, najprej se moramo zavedati, da mi neverbalno sporočamo, da je veliko nezavednega in da če so v nas kakršnikoli pomisleki in stereotipi, to neverbalno sigurno prikažemo. Ne? In potem še, v bistvu, da to prepoznamo na drugemu. In da seveda seznanimo učečega se jezika tudi s tistimi neverbalnimi izrazi, ki so nekje značilni za našo družbo, za naše okolje, in ga nanje pripravimo. Torej, če počasi strnim te moje misli, vzgojitelj, učitelj in profesor se z odnosnim govorom identificira kot pedagoški delavec, medtem ko se s poznavnim govorom identificira kot strokovnjak svojega področja. Se pravi, da kot takšen lahko vpliva na oblikovanje koncepta pridobivanja znanja. Se pravi, da je
da obstaja, da si moramo pedagoški delavci prevzeti skupno odgovornost za razvijanje specifične sporazumevalne zmožnosti znotraj okvirov splošnih in specifičnih kurikularnih ciljev. Moram pa povedati, da v Sloveniji ni bilo veliko raziskav z tega področja, tudi ta tema ni bila deležna velike pozornosti, se pravi vsaj ne takšne raziskave, ki bi se celostno ukvarjale s tem področjem. Zato nam to področje mora predstavljati izziv. Tudi te raznolike potrebe otrok nam morajo predstavljati, oziroma otrok, učencev, dijakov, nam morajo predstavljati izziv in ne dejansko neko težo, ki jo je ob tem argumentu velikokrat zaznati. Se pravi, da pač te okoliščine medkulturnega sporazumevanja vključujejo 2 ali več kultur, različne jezike, različne vedenjske vzorce in da pač bolj kot ima posameznik izoblikovan odnos do lastne kulture in jezika in do lastne kulturne raznolikosti, bolj je občutljiv, bolj razume in sprejema medkulturnost in zato je potreben pač reflektivni praktik, reflektivni pedagoški delavec z visoko strokovno usposobljenostjo in ki zna krmariti med različnimi etničnimi, verskimi, kulturnimi in drugimi razlikami in ima razvite tako jezikovne kot tudi medkulturne kompetence. Hvala. Hvala vam.